Špela, kaj pa cene? Kje v Sloveniji je daljinsko ogrevanje najdražje oziroma kakšne so razlike med kraji? Ja, razlike so pravzaprav ogromne, ugotavljajo na Agenciji za energijo. Primerjali so gospodinjske odjemalce v večstanovanjskih stavbah priklopljenih na daljinsko ogrevanje in v 8 slovenskih občinah na podlagi povprečne letne porabe ugotovili, da največ plačujejo prebivalci na Ravnah na Koroškem. Če pogledamo podatke za letošnji februar, so na Ravnah na Koroškem za megavatno uro plačali 268 evrov. Sledila sta Maribor in Trbovlje s 187 in 186 evri. Dobrih 30 evrov manj so za megavatno uro plačali v Slovenj Gradcu. No, na Jesenicah in v Ljubljani pa je ta znašala 138 oziroma 139 evrov. Najnižjo ceno zagotavlja distribucijski sistem daljinskega ogrevanja v Velenju, kjer prebivalci za megavatno uro plačujejo dobrih 125 evrov. No, na drugem mestu je Celje, kjer je povprečna cena februarja znašala 132 evrov. Dejansko izvajamo distribucijo toplote, ki je zelo regulirana dejavnost in cen nismo spreminjali od 1. januarja 2024 in jih tudi ne načrtujemo. Dejansko Celje je mestna občina, kjer je ogrevanje med najcenejšimi v Sloveniji, to pa zahvaljujoč celostni ureditvi ravnanja z odpadki. Špela, cene so torej zelo različne. Koliko pa povprečno znaša strošek daljinskega ogrevanja na leto? Seveda je vse odvisno od tiste dejanske porabe, ampak če pogledamo povprečno porabo, ki po podatkih Agencije za energijo na leto znaša 4,31 megavatne ure in če uporabimo prej videne podatke, ugotovimo, da odjemalci 8 slovenskih mest za ogrevanje na leto povprečno odštejejo 637 evrov. So pa razlike, kot smo že prej videli, med kraji ogromne. Na Ravnah na Koroškem povprečno gospodinjstvo za ogrevanje na leto odšteje 1158 evrov. Gospodinjstva v Velenju z enako porabo in enako obračunsko močjo pa po drugi strani plačujejo več kot polovico nižji znesek in sicer na leto 540 evrov. Nadpovprečno porabijo še v Mariboru, Trbovljah in pa Slovenj Gradcu, nekaj ceneje je na Jesenicah, v Ljubljani in pa Celju. No, pri največjih dobaviteljih smo še preverili, ali lahko odjemalci pričakujemo spremembe cenikov in prejeli 2 vrsti odgovorov, da ne oziroma da bo več jasno v prihodnjih tednih. Torej bomo že kmalu videli. Hvala lepa, Špela. Hvala.